Spoštovane in spoštovani, dobrodošli na večerovem predvolilnem soočenju kandidatov za župana oziroma županjo Ptuja pred letošnjimi lokalnimi volitvami, od katerih nas loči natanko 10 dni. Z nami so Janez Rožmarin, Nova Slovenija, Krščanski demokrati, Igor Majnik, lista Ptuj je naš, Nuška Gajšek, Socialni demokrati, Štefan Čelan, lista doktorja Štefana Čelana, Robert Križanič, stranka Mladih, Zelene Evrope, Gorazd Orešek, lista za Ptuj, Rajko Fajt, Slovenska demokratska stranka, Dejan Dokl, stranka Modernega centra in Andrej Čuš, lista Andreja Čuša. Lep dober večer vsem skupaj. Lepo pozdravljeni pa seveda tudi prisotni v dvorani in gledalci, ki soočenje spremljate v neposrednem prenosu na Večerovi spletni strani ter na televiziji BK-TV. Spoštovana kandidatka in kandidati, nocoj bomo predvsem poskusili odgovoriti na nekaj izzivov, s katerimi se srečuje Ptuj danes in v prihodnosti. Za odgovore boste imeli minuto časa, seveda pa vam bodo po vsakem krogu na voljo tudi replike. Občinstvo naprošamo, da med odgovori s ploskanjem ne krajšate časa namenjenega kandidatom. Hvala. Čeprav bomo večino časa namenili prihodnjim izzivom, pa bi na začetku vendarle spregovorili tudi o nekaterih preteklih dejanjih in odločitvah, saj ta veliko povedo o vas kot osebnostih, volivci pa vas bodo zagotovo sodili tudi po njih. Gospod Orešek, pa začnimo kar pri vas kot aktualnem podžupanu. Prenova ptujske tržnice je bila zagotovo ena najbolj vročih tem tega mandata, vrhunec pa bliskovita akcija sečnje 7 katalb, proti kateri se je podpisalo 5000 ljudi. Ali ste kot podžupan bili seznanjeni z načrtovano akcijo sečnje in ali se vam je zdel tak način rešitve težave primeren? Tudi v luči tega, da so nekateri mestni svetniki zahtevali izredno sejo na to temo. Ja, dobro večer vsem zbranim. Hvala za vprašanje. Torej, z samim terminom nisem bil seznanjen, takrat sem bil na dopustu, vedel pa sem, da bodo ta drevesa odstranjena. Glede tega lahko rečem, da sem vložil v bistvu vse napore takoj, ko se je ta civilna iniciativa nekako izkristalizirala. Dobil sem se tudi takrat z gospodom Strelcem, pokazal sem mu vse načrte, povedal, da v bistvu gre za nadomestitev teh dreves. Res, da bi se podrlo teh 7 katalb, ampak nadomestilo se bo z 14 novimi. Potem smo se trudili v bistvu tudi z dialogom, ki je bil tako v mestnem svetu predlagan, da naj vendarle stopimo v stik z iniciativo. Sklicanih je bilo kar nekaj sestankov. Moram reči, da udeležba mestnih svetnikov na tem... Kako odgovorite na vprašanje? Se pravi, ste vedeli za akcijo in pa se vam je zdela to primerna rešitev? Vedel sem, kdaj, da se bodo drevesa podrla, točno termina pa nisem vedel. Če se mi je pa zdela potrebna, ja, jaz sem se strinjal s tem, da se drevesa odstranijo, še posebej po tisti nezgodi, ki se je zgodila tam pred Novo kreditno banko, ko se je odlomila veja in skoraj poškodovala otroka. Gospod Čelan, ostanimo še malo pri prenovi tržnice. Ob sprejemanju ptujskega proračuna ste poskušali z amandmaji za prerazporeditev sredstev za prenovo tržnice na druge projekte. Nato pa ste se po njihovem nesprejetju z listo odločili za nenavadno potezo, ter se niste prijavili k glasovanju. Proračun je bil zaradi tega lahko sprejet le z 11 glasovi za. Ali danes obžalujete to odločitev? Ne obžalujem nobene od teh odločitev, kajti dogovor predsejev mestnega sveta je seveda bil, da bodo amandmaji takšni, kot smo jih predlagali, sprejeti in potrjeni. Žal, ko niso bili sprejeti in potrjeni, mi si s takim proračunom nismo imeli kaj početi. Enostavno, ker je šlo za čisto ignoranco vsega, kar smo predlagali, torej ignoranco 5000 ljudi, ignoranco druge največje svetniške skupine in torej takšen proračun za nas ni bil sprejemljiv in zato smo seveda naredili to, kar smo naredili. Hvala. Gospa Gajšek, sami ste se po številnih pomislekih na koncu odločili tega istega glasovanja vzdržati. Zakaj? Mi smo se vzdržali vseh glasovanj o proračunu. Razlog je bil imenovanje poklicnega podžupana. Takrat smo tudi zaradi tega bili odslovljeni iz koalicije in to rdečo nit smo vlekli skozi ves mandat in nismo podprli nobenega proračuna. Pri vseh smo se vzdržali in če me kdo danes vpraša, bi naredila enako. Niste mislili, da bi bilo bolje glasovati proti?
Ne, mi smo pač bili na stališču, da bomo vzdržani in vzdržani smo bili od prvega proračuna naprej pri vseh ostalih. Prav, hvala. Gospod Fajt, ste mestni svetnik vse od leta 1994, zdaj že tretji mandat tudi državni svetnik. Za župana ste neuspešno kandidirali že na volitvah leta 2006. Kaj mislite, da bo tokrat prepričalo volivce? Jaz mislim, da so me tudi Ptujčanke in Ptujčani v teh letih spoznali še malo drugih luči, torej kot ravnatelja in pa kot tistega, ki je v ta prostor vnesel kar nekaj, bom rekel, odmevnejših projektov in sicer mislim, da je eden takšnih večjih zagotovo obnova vojašnice, ki bi verjetno danes bila v katastrofalnem stanju, če tako ne imenujem, ker leta 2006, ko smo jo prevzeli, oziroma 2005 so se že not začeli naseljevati, brezdomci in tako dalje, je bilo precej uničenja, to je prispevalo seveda k enoizmenskemu pouku. Mislim pa, da sem skozi ta vsa leta tudi dokazoval, da so moji nameni pošteni, da znam delati, da najnazadnje tudi zaupam vase in prepričan sem, da glede na to, koliko sem bil deležen spodbudnih besed v teh zadnjih dneh strani Ptujčanov, verjamem v njihov iskrenost in tudi v rezultat, mislim v 18. novembra. Gospod Majnik, v listi ste se napovedi vaše kandidature lotili zelo skrivnostno. Kot enega od namigov pa ste uporabili tudi spor z, kot ste zapisali, nedotakljivim direktorjem Perutnina in županom. Zakaj se vam je zdelo potrebno to izpostaviti? Vi ste zdaj drugi, ki me to vprašate, pa sem zadovoljen, da se lahko odgovorim. Prepričal sem, da Ptujčani na nek način odobravajo tista moja dejanja, ker vejo, da če sem se znal pred dvema nedotakljivima človekoma, ja še tu bom rekel direktorom Perutnina, smel isti spor, pa temu županu, ki se samo buci, ko si rado, pa bi ga razneslo, jaz pravim. Potem Ptujčani morajo vedeti, da se bom znal vsakemu upreti, da se bom znal tudi upreti republiški politiki, če bo treba. Da meni ne morejo reči, da Majnika nekaj v Ljubljani ne bo sprejel. Majnika bo 100% v Ljubljani sprejel, drugače bo samo odprl vrata. To vsi vejo. Na kak način? Na kak način? Sigurno ne z agresijo, ampak mene boste videli. Jaz samo sigurno ne z agresijo, se ne morem nobenemu pri 66 letih, ampak če bom šel v Ljubljano, prej ne bom šel iz tega prostora, predno me ne spreme. Lahko imajo argumente, pa mi ne rečejo, tega ne bomo naredili, ampak da bo prišlo do tega, da mene ne bi sprejeli, to vsi vejo, da se to ne more zgoditi. Hvala. Hvala. Gospod Čuš, bili ste član SDS, nato ste prevzeli vodenje stranke Zeleni Slovenije. Na parlamentarnih volitvah ste nastopili stranko Andrej Čuš in Zeleni Slovenije. Za župana kandidirate z listo Andreja Čuša. Podporo pa so vam prav ta teden izrekle 4 liste in stranke, med njimi tudi Zeleni Slovenije. Ti imajo sicer tudi svojo listo kandidatov za mestni svet. Se vam ne zdi, da so volivci ob vsem tem morda nekoliko zmedeni? Dober večer. Do te odločitve je seveda prišlo po tehtnem razmisleku in pogovoru s člani naše liste. Namreč imamo tudi nekaj članov, ki nekako so politično na državnem nivoju v kakšni drugi opciji in nisem jim seveda želel povzročati sivih las. Zaradi tega smo nekako rekli, da če smo na Ptuju in gledamo lokalno, moramo na prvo mesto postaviti Ptuj. Državna politika in kdo je zdaj levi in kdo je desni ali pa sredinski, to pa se pač naj ljudje odločajo na parlamentarnih volitvah. Združili smo ekipo izkušenih, modrih in pa seveda tudi mladih ljudi, ki imajo za željo nekaj spremeniti. Ocenjujemo, da je zdaj pravi čas po 16 letih nekako stagniranja mestne občine Ptuj. To je privedlo do stanja kot najslabše razvita mestna občina v državi. Potrebujemo nek svež veter, povezovalnost in pa sodelovanje. Do danes pa smo imeli nekako na eni in na drugi strani dva močna karakterja, ki se nista uspela sporazumevati in mislim, da lahko mi mladi to presežemo. Najlepša hvala. Gospod Križanič, napovedujete polnjenje mestne blagajne z dodatnim evropskim denarjem, saj se prav s pridobivanjem evropskih sredstev ukvarja tudi vaš zavod. Kako to, da do sedaj pri tem niste sodelovali s ptujsko občino? Da popolnoma nismo sodelovali, ni čisto res, ampak je pa res pa, da je tega že dolgo. Enostavno v zadnjih letih ni bilo veliko prostora tudi za takšne ideje,
ki prispevajo k razvoju recimo mladinske infrastrukture, področji razvojnega sodelovanja in jaz sem pač enostavno bil bolj usmerjen, oziroma sem sodeloval tam, kjer so se vrata sama odpirala. Mi smo razvijali svoje programe v Bruslju, delali smo mednarodno, delam z Organizacijo Združenih narodov v New Yorku, v Ženevi. Vodil sem prvo civilno misijo Republike Slovenije v Afganistanu. Vmes pa ni bilo na Ptuju enostavno infrastrukture in priložnosti in povabil, da bi lahko stvari zrasle. Zato smo pač enostavno delali z drugimi občinami, zdaj, ko je pa situacija zrela, pa smo tukaj. Gospod Dokl, znano je, da ste potem, ko ste bili odpuščeni iz Ptujskega doma upokojencev, dlje časa bili pravne bitke z domom in opozarjali na domnevne nepravilnosti delovanja sedanjega vodstva. Ali vas je tudi to spodbudilo k kandidaturi in na kak način? Dejansko pravne bitke se še bijejo, nepravilnosti so bile in kolikor bo to vodstvo ostalo, bodo tudi naprej. Dejansko pa gre za to, da smo ta dom zelo uspešno vodili. In verjamem, da sem bil takrat, kolegom sem to povedal po prvem soočenju, da so me na nek način pred 4 leti s tem, ko so se oglašali, da se je to dejansko realiziralo na Ptuju, povabili med sebe. In glede na to, da sem na nek način ekspert z področja socialnega menedžmenta, kar pa občina kot tako potrebuje, sem danes tukaj in verjamem, da bom z svojimi in izobrazbo, izkušnjami in se pravi potencialom, ki je v meni, se pravi to pa je, da enostavno sem oseba, ki prepoznava priložnosti in zna te projekte tudi dokončati. Najlepša hvala. Gospod Rožmarin, kaj bi rekli, da štejete med največje uspehe svojega dolgoletnega delovanja v mestnem svetu in ali zadostujejo, da bodo volivci izbrali prav vas? Hvala, lep pozdrav. Vsekakor je 16 let v mestnem svetu dovolj izkušenj, nabranih in videnja, kaj se pravzaprav lahko stori. Res, da vse je odvisno od proračuna, vendar izzive sem ugotovil z veliko pomanjkanja manjše infrastrukture in mnogo tistih, ki bi jih trebalo dati v ospredje, pa naj gre za tudi manjše zadeve, naj gre za ureditev mesta, naj gre za javna WC-ja ali karkoli. Jaz mislim, da imamo tudi nekaj začetih projektov, ki se ne nadaljujejo. Občina je in župan odgovoren za varnost vseh občanov in pri tem je treba dati največ poudarka, ker počasi res premalo damo na to. Zdaj, vprašanje je, kaj ste vi naredili takšnega, da mislite, da bodo ljudje izbrali prav vas? Skrbim, da bi se komunalna infrastruktura hitreje in bolj učinkovito za vse občane urejala. Najlepša hvala. Pa pojdimo k naslednji temi. Oživljanje starega mestnega jedra je tema že desetletja. Prosim, povejte, katere konkretne rešitve zagovarjate vi, pa tudi, ali se zavzemate za zaprtje starega mestnega jedra za promet in dokdaj boste to uresničili, glede na to, da je lani sprejeta celostna prometna strategija, predvidela zaprtje celotne Prešernove ulice za promet do leta 2020. Gospod Rožmarin, pa začnimo tokrat pri vas. Sami ste bili med tistimi, ki so se zavzemali za prosto parkiranje v mestu v popoldnevih in sobotah. Kako se to sklada s strategijo zapiranja prometa? Vsekakor mora biti nekaj primernih dostopnih prostorov. Nenazadnje imamo v mestu tudi nekaj učinkovitih gospodarskih subjektov, to se pravi tudi zasebnih dejavnosti in k tem je treba tudi se pripeljati, odpeljati kakšno zadevo. S tem pa ne smatram, da je mesto zaradi tega obremenjeno prometa. Zagotoviti dovolj parkirnih mest in potem takem tudi lahko obratuje mestno jedro. Popolnoma zapreti mestnega jedra ne moremo prometa, kajti Ptuj si tega ne more privoščiti. Ptuj ni Poreč ali Ankaran ali nekaj takega, zato bi se še vedno zavzemal za tiste učinkovita in potrebna parkirna mesta. Res pa je, da bi ulice trebalo razbremeniti parkiranja. Najlepša hvala.
Gospod Majnik, radi poudarjate, da že vse življenje živite na Ptuju. Kaj bi po vašem mnenju pritegnilo več ljudi v mesto? Izhajam iz centra mesta, iz Zelenikove ulice, tam sem živel pa potem v Lackovi ulici, tako da se mi zdi, da poznam to mesto. Mesto je prazno. Prej, ko ste rekli o zapiranju, pa ni govora mesto zapreti, bom rekel, ni govora mesto zapreti, mesto se lahko postopno zapira, ko bojo ljudje pridite po mestu, komu bom zaprl? Že zdaj je mesto prazno, zdaj pa bom še ga zaprl. Že zdaj se vsi bunijo, nima tako da eventualno postopno zapiranje, ampak zdaj ne vidim vse par let naprej, da bi se kaj zapiralo, ampak povabiti ljudi v mesto, jaz mislim, da samo z neko turistično ponudbo in meni je tako blizu ta ideja 50 muzejev na Ptuju, to ni usmerjeno ravno Ptujčanom, pa tudi Ptujčanom in mladim, da se spoznava, pa vsak lokal, pa vsaka trgovina v mestu mora biti muzej, pa vsaka trgovinica, vse v mestu ne moremo imeti neke industrije, ne moremo imeti, pa nobena institucija iz mesta. Včasih so bile ideje upravne enoto seliti nekam, nič. Ja. Gospa Gajšek, kaj menite vi, bo mesto zaživelo šele, ko bodo avtomobili odšli iz njega, številni temu, kot smo tudi zdaj slišali, nasprotujejo? Ne. Sama bom podprla zaprtje mestnega jedra za promet v trenutku, ko bo mestno jedro živelo in bodo vsi tisti, ki delajo v mestnem jedru, od tega dela lahko dostojno živeli. Prvi problem, ki ga imamo, je, da zdaj skupaj z obnovo tržnice ne gradimo že garaže. Garažo bi morali graditi, po mojem mnenju, po mojem prepričanju, javne službe, zato ker samo tako lahko zagotavljamo tisto neko primerno ceno parkiranja, ki ne bo oderuška in se ne bo nekdo na ta način polnil privatnih žepov. Potem druga stvar pa je, kar jaz vidim kot rešitev na dolgi rok, seveda za mestno jedro, ustanovitev odbora za mestni marketing, nekoga, ki bo koordiniral ponudbo v mestnem jedru za Ptujčane, nekoga, ki bo koordiniral te oddajo praznih prostorov, peljanje vsebin v mesto, promocijo mesta kot takega. Seveda moramo pa to vse skupaj zaokrožiti tudi s tem, da javni prevoz razširimo na vse četrtne skupnosti in tako omogočimo vsem našim Ptujčanom, da pridejo v mestno jedro, da v mestu spijejo kavo, da opravijo kak nakup. Seveda moramo tudi prepoznati, katere so tiste storitve, ki jih v mestu potrebujemo in to pripeljati. Gospod Čelan, torej zaprtje prometa da ali ne in dokdaj? Prosim, pojasnite pa tudi, kakšne konkretne rezultate je prinesel projekt Ad hoc, posvečen prav oživljanju mestnega jedra, ki se odvija v času vašega županovanja. Ja, torej, gledajte, v tem projektu in še kar nekih drugih projektih je bil koncept postavljen tako, da se prenovijo vsi trgi, torej mestni trg, slovenski trg, Vrazov trg, da se prenovi in naredi tržnica z parkirno hišo, kjer bi bilo 150 parkirnih prostorov. Hkrati smo začeli obnavljati dominikanski samostan, v katerem je prostora za 300 ljudi za poslovne konference in kongrese. Stara steklarska delavnica ima izdano gradbeno dovoljenje in v stari steklarski delavnici smo hoteli pripeljati mladi ustvarjalni svet, ki bi nam ponujal. In če bi imeli 300 ljudi v Dominikancu, 300 ljudi mladih nekje v stari steklarski delavnici in bi imeli 150 parkingov pod tržnico in potem tržnico, na kateri lahko kupite ribo, sveže meso in tako dalje, verjemite mi, da bi to staro mestno jedro takrat zgledalo mnogo bolj živahno, kot zgleda danes, in če mi bo vodenje mesta zaupano, bomo v tej smeri šli naprej. Hvala. Gospod Križanič, zagovarjate ustanovitev stanovanjskih zadrug in garancije občine za kredite za nakup stanovanj v mestu. Menite, da bo to dovolj? Ne, to je seveda en korak, ampak en zelo pomemben pozitiven korak. Dejstvo pa je, da če hočemo, da bo staro mesto živelo, morajo tukaj biti ljudje. Ljudje morajo tukaj živeti in ko bodo ljudje tukaj živeli, potem bodo s tem tudi prihajale dejavnosti in bodo s tem prihajali drugi ljudje. Se pravi, moramo začeti na ta način. Moramo pomagati ljudem, podjetnikom, da bodo lahko hiše, stavbe ali komplekse, morda cele ulice, obnovili, odkupili in uredili za svoje bivanje in delo. Hkrati, jaz sem že veliko delal na tem področju ravno oživljanja mestnega jedra. Organiziral sem festival Ptuj odprto mesto, ki je dal zametek ravno za to vrstne dejavnosti v mesto, ki bi lahko potekale tekom celega leta. Takrat, pred več kot 10 leti, sem relativno solidno sodeloval z mestno občino Ptuj in sem tudi sodeloval pri vzpostavljanju mestnega kina, ki je bil namenjen temu, da bi tam bil velik mladinski center, nažalost pa od takrat ni občina naredila nič več. Zapora prometa dal, ne? Zapora prometa v tem trenutku je nerealna, zato ker nismo dovolj veliki. Hvala. Gospod Orešek, vaš slogan je Ptuj se prebuja. Kako natančno?
Ja, jaz verjamem, da in tudi vsi, ki resnično vidijo oziroma smejo videti, vidijo, da se Ptuj prebuja, vedno več je turistov, tudi po ulicah lahko vidimo, tudi trgi, mestni trg, ki je urejen, mize so polne, ljudje se gibajo, zdaj pa je na nas, da naredimo naslednji korak. Dajmo prostor življenju v starem mestnem jedru. Jaz sem tisti, ki zagovarjam postopen umik prometa, ker vidim, da bomo kreirali mestno promenado, ki jo nujno potrebujemo, med mestnim trgom novo tržnico, ki bo prinesla življenje, slovenskim trgom, Vrazovim trgom in nabrežjem reke Drave, ki je nujno potrebno oživitve. Jaz tukaj vidim dodatno ponudbo od gostilnic, muzejčkov, razstavišč, vsega, kar lahko ponudimo, da bomo dejansko ljudi pritegnili nazaj v mesto. Bo to mogoče do leta 2020, kot pravi strategija, se pravi zapreti promet? Če bomo vsi skupaj sodelovali in delali v to smer, sem jaz prepričan, da to lahko uspe. Ja. Gospod Fajt, vi vidite rešitev v nadgradnji slogana Pridi v mesto, s kupujmo v mestu. Lahko podrobneje pojasnite, kaj mislite s tem? Ja, preprosto, ne, torej mesto se je z gradnjo centrov, nakupovalnih centrov na obrobju, na ta način se je praznilo. In če danes pogledamo razen Mercatorja, v bistvu, kjer lahko kupiš neko špecerijo, nekaj takega v mestu, kaj drugega ne moreš. In zato ne samo, da se pride v mesto, treba tudi nakupovati rešitev, oziroma predlagamo pa torej odpiranje manjših butičnih trgovin, ki bodo zanimive za svojo ponudbo tudi za turiste, ne samo za domače. In seveda pa najprej pa je potrebno, ko govorimo o zapiranju, najprej je treba zagotoviti parkirišča, da bodo ljudje lahko prišli v mesto, pustili avto nekje blizu, ker vemo, da pač želimo v par korakih to mestno jedro doseči, in ko bo parkirišča, verjamem, da bo se tudi to vrnilo življenje v Ptuju. Hvala. Gospod Dokl, kakšne so po vašem mnenju prave rešitve? Dejansko zavedanje občanov in občank Ptuja, da turizem je naša priložnost, da je treba k temu celostno pristopiti. Se pravi, mestna oblast je tista, ko morajo zagotoviti pogoje. Očitno pogoji zdaj niso optimalni, saj se premalo podjetnikov v premalem številu naenkrat odloča, da bi pristopili da bi udejanjili svoje podjetniške ideje. Se pravi, treba je narediti preboj v tem smislu, da je treba spremeniti zavirajoče občinske odloke, ki zavirajo ta razvoj, se pravi, ali tudi seveda podjetnikom, vsem dejansko, niti ne podjetnikom, konec koncev, kdorkoli z podjetniško idejo naj ima možnost svojo to idejo udejanjiti. Se pravi, čim bolj približati pogoje za to, da bodo te podjetniške ideje lahko zaživele. Sporedno pa se seveda mora tudi zaledje razvijati in ljudje, ki bodo vključeni v ta sistem, ko bodo sprejeli turizem kot priložnost, bodo vložili seveda vso svojo energijo. Najlepša hvala. Gospod Čuš, med prioritete ste umestili tudi prenovo starega mestnega jedra. Mislite, da bo to dovolj za oživitev? Zato imamo kar nekaj idej in seveda tudi predlogov ter projektov, kaj je za postoriti. Treba žal ugotoviti, da so ti shopping centri izven center Ptuja žal uničili oziroma ga umrtvili. Tako da kar nekaj predlogov je, sicer simbolična najemnina za prazne poslovne prostore. V center Ptuja bi morali pridobiti kakšno večjo trgovino, recimo pogovarjamo se nekje o trgovini tipa H&M ali nekaj podobnega, arheološki muzej, potem vinska fontana, potem prenova občinskih stanovanj in da jih ponudimo mladim družinam in seveda neprofitni najem. Nisem tudi naklonjen zapiranju mesta, ker sem tudi sam v mestu začel delati kot natakar, kuhal sem kavo in sem kar nekaj let to počel. Se strinjam tudi z gospodom Križaničem, da se potrebno nadaljevati projekt Mladinske hiše in pa za zaključek tudi o tem, kar govori gospa Gajškova, potrebujemo v bistvu enega mestnega gospodarja. Najlepša hvala. Gospod Rožmarin, replika. Imam praktično dve kratke. Prvič repliciram tistim, ki so govorili o prenovi tržnice. Vsekakor pozabljajo, da smo pač ta osnovo tega projekta na mestnem svetu potrdili. Res, da je na samem začetku bilo premalo tiste diskusije in posvetov,
To je bilo prepozno potem, ampak na koncu je treba se zavedati, da smo pridobili sredstva za teritorialne naložbe, obnovitev mestnih jeder in proti temu ne moreš biti, če hočeš skrbeti, da se Ptuj razvija. Drugo pa bi povedal še glede turizma. Za turizem je treba pripraviti vsebino, ponuditi vse naše domače kulinarične specialitete, ki so domačega porekla. Imamo najstarejšo vinsko arhivo, vinsko klet, nagrado imamo največji vinski sod, ki ga skrivamo pred javnostjo, kjer lahko stopi par ljudi notri in si notri natoči domači špricar. Mislim, da vse to so zadeve, ko je treba ljudi zadržati na Ptuju, ne samo govoriti, da moramo pospešiti Skratka, turizem. z majhnimi koraki. Gospod Orešek, replika, ja? Ja, prav težko poslušam to, kaj vse je treba narediti. Pa verjetno kdo ne misli, da bo to zdaj občina delala, da bo občina zdaj tam sod promovirala, da bo občina ne vem kaj vse. Naša funkcija kot župani in tudi kot potem v mestnem svetu, kot mestni svetnik je čisto nekaj drugega. Govori se o mestnem marketingu, 3 leta že delam v tem in trendi v Evropi so pač takšni. Ko govorimo o zapiranju mesta in o tem, kako je to strašno, govorimo o radiusu 150 metrov. Garažna hiša, seveda, ne pod tržnico 150, ampak 100 metrov zraven pri blagovnici 300 parkingov. Potem jih ne potrebujemo. V mesto, če želimo, da bojo lokali polni, moramo imeti ponudbo orientirano na zven, na ulice. Na Ptuju imamo kar nekaj dobrih praks, kako se to naredi in ti lokali so konstantno polni. Prav. Gospod Majnik, replika na to, gospod Čelan, gospod Gajšek. Same obljube so nas. Pa vsi nekaj trdimo, neki novi veter. Pa Ptuj, jaz verjetno sem zopet kolegov zamerjal, Ptuj ne more biti rezervna varianta. Jaz ne verjamem kandidatu, ki je pred pol leta hotel biti poslanec, zdaj pa bi bil župan. Jaz ne verjamem kandidatu, ki ima največjega, pa to mislim, da Žambo plakat. Jaz ne verjamem kandidatu, ki žigalnike ponuja, ki marele nosi, ki vstopa v vsako hišo, ki vstopa v stanovanje, ki vstopa na mojo zemljo, ki mi ponuja roko toliko, da mi ne trga, razumete? Tu ste mi misel stavili. Ponujam pa res nekaj novega, ponujam listo Ptuj naš, ki je izrasla iz ljudske iniciative in noben iz te liste Ptuj je naš, ne boste ga našli nobeni lokalni politiki v zadnjih letih, pa na nobeni državnih politik. Se pravi, tema je bila turizem, ne? Gospod Čelan? Se opravičujem. Torej, kar se tiče življenja v starem mestnem jedru, sem verjetno edini tu, ki vam lahko povem, kako to poteka vsaki dan. Živim torej na Murkovi in ravno danes sem dobil v predal obvestilo. V petek ne morete iz Murkove ulice od 9 do 1 ure zjutraj, v soboto ne morete celi dan, v nedeljo ne morete do popoldanske ure. In torej tisti, ki bi radi videli, ali se v mestu kaj dogaja, ne govoriti na pamet, pridite v to mesto in v tem mestu se zelo veliko dogaja. In prav me zanima, kako bi bili veseli na Dedinjah, če bi vam na Dedinjah v petek dali v predal, da bomo sredi Dedin imeli ulice in ceste zaprte in bomo plesali, se veselili in tako dalje in tako dalje. Ja, torej, gledajte, mesto zagotovo mora imeti za to vzpostavljene pogoje. In torej jaz trdim, da staro mestno jedro z ustreznimi parkirnimi prostori mora biti zaprto za promet in takrat bomo dobili mestno dvorišče, na katerem se bomo pa lahko družili. Ker danes, ko jaz grem ven iz Murkove, oba otroka primem tako in pogledam, da me s kolesom ali z mopedom ne podrejo in povozijo. Gospod Gajšek, potem gospod Čuš. Jaz pa vidim oživljanje mestnega jedra kot svojo vrstno investicijo, ki jo mora investirati občina in Ptuj, zaradi tega, ker to je naše in mi moramo to oživiti in mi moramo ljudi privabiti v mesto. In jaz nikoli ne bom razumela te logike, da postavimo bajtico, pa ne vem, v prvem kosu že kasiramo tam, ne vem, 1000 evrov za 14 dni, ker ne razumem, kako bo tisti, ki v tem noter prodaja, od tega lahko preživel, če še ljudi ni v mestu. Mi moramo najprej obrniti, investirati, dobiti pol nazaj in potem, ne vem, na neki dolgi ali kratki rok. Če se obrne hitro, hvala Bogu, če ne, pa je to ena investicija, ki traja. In takrat, ko bodo ljudje lahko živeli od tega, bomo tudi mi lahko živeli od tega. Najlepša hvala, gospod Čuš.
Ja, v zadnjih dneh in tednih vsak dan slišim o sebi kaj novega in nisem še slišal, da sem turistična atrakcija, tako da tudi nekaj novega in sem vesel, če kdo zaradi mene pride na Ptuj kaj dobro pojesti, spiti ali pa si kaj pogledati. Zagotovo si bom tudi kot župan prizadeval, da glas Ptuja ponesem ne samo po Sloveniji, ampak tudi navzven izven naših meja. In gospod Majnik, tukaj bomo morali vsi sodelovati, tudi mi dva bova morala sodelovati, prepričan sem, da imamo vsi iste interese, zdaj kdo pa ima kako dolgega ali pa kaj drugega, pa mislim, da neprimerna debata za tukaj in na tak nivo mi ne bomo šli. Bi pa povedal, da tako imamo občinsko oblast, imamo občinsko upravo, imamo ljudi, ki so zaposleni v zavodih in so strokovnjaki, torej mi ne rabimo zaposlovati nekih dodatnih kapacitet in zavodov. Zato bomo še prišli nazaj na zavode. Gospod Orešek, replika. Ja, jaz bi še enkrat ponovil. Naloga mesta je, da zagotovi pogoje. In to je tisto, na kar se moramo mi sfokusirati. Mi zagotovo ne bomo gradili gostilnic, ne bomo gradili ne vem kakšne vsebine in verjetno tudi župani in mestni svetniki potem ne bodo tam delali. Jaz sicer razumem to, ampak kot človek, ki prihaja iz podjetniških vod, dobra poslovna priložnost, katerih primerov imamo kar nekaj v našem mestu, mora biti takšna, da lahko se postavi na noge in mora v svojem poslovnem planu tudi vse te stroške zajeti. Dobro, najlepša hvala, gospod Križanič, potem pa bomo zaključili počasi. Glede, vse, ko kolegi govorijo o tem, če poznamo mesto ali ne, vsi ga poznamo, vsi smo tukaj okrog hodimo. Jaz sem tudi preživel moje otroštvo tukaj na Prešernovi in vem pa iz zadnjih let in iz dobrih primerov tudi od drugod, če bi bilo to mesto živi muzej, se pravi, da bi mi imeli naše eksponate, ki jih zdaj skrivamo na različnih koncih mesta in bi iz tega naredili transverzalo, bi že samo zaradi tega vse šole prišle in ljudje sem. In v mesto ne moremo pripeljati zdaj takoj samo nekih storitvenih dejavnosti, da bodo ljudje prišli kupovati ali na kavo, ampak morajo imeti tudi dejavnosti, ki niso strogo vezane samo na dnevno prodajo. Te potem dajo dodano vrednost. Prav, gospod Fajče, potem pa bi res zaključili, bi šli na drugo temo. Torej, bom tako rekel, z eno besedo, turizem smo mi vsi. In ko se bomo Ptujčani zavedali, kaj imamo, in ko bomo prihajali v to mesto in živeli z njim, mislim, da bo seveda mesto tudi zaživelo. Kaj ti najbolj, bom rekel, bolijo kritike, nič se ne dogaja, vse dogaja, samo tega ne znamo izkoristiti. Sam se vključujem od karnevala do ne vem, vseh ostalih prireditev, živim z njimi, pa še nekaj. Ne moremo se Ptuj zapirati sami vase, moramo Ptuj z okolico in tudi z okoliškimi vasmi. Mislim, da se treba turistično povezati Ptuj z okolico, širšo ponudbo ponuditi gostom, kajti takrat, ko ne bodo omejeni zgolj na nekaj manjšega, takrat bodo prišli še nekaj, kaj lahko Ptuj naredi, razmisliti o turističnih taksah, mi jih samo povečujemo. Markovci so naredili eno malo drugačno potezo, zgradili so parkirišča za avtodome, torej, kjer lahko zastonj živijo oziroma se pripeljejo z avtodomi in sprehodite se. Tudi v soboto, nedeljo, nekdaj še so polna. Prav, najlepša hvala. Na Ptuju je nujno potrebnih kar nekaj projektov, nekaj že začetih čaka na dokončanje. Naštejte 3, ki so po vašem mnenju prednosti in opredelite, od kje in koliko denarja boste lahko zagotovili zanje. Kot smo v tem predvolilnem času že velikokrat slišali, je za investicije namreč v proračunu na voljo le 4 milijone evrov. Začnimo tokrat pri vas, gospod Čuš. Ja, tako kot ste tudi sami povedali, imamo 4 milijone evrov na voljo, ampak vsi se vedno samo pogovarjamo, kje bomo trošili, ne gledamo pa tudi, kje bi kaj privarčevali. In tukaj tudi mi nekako vidimo kar nekaj rezerv, ki bi lahko kaj več sredstev tudi namenili. Kar se pa tiče 3 projektov, pa vam bom kar takoj povedal. Prvi je tržnica, mislim, da treba ta projekt takoj dokončati. Drugi, povečanje sredstev za osnovno infrastrukturo, torej ceste, pločnike, varno šolsko pot in kolesarske poti. Ko hodim zdaj po Ptuju, nekako, kot je že gospod Majnik povedal, se seznanjam na lastne oči, stanjem v vsaki ulici in moram povedati, da največ kritik leti prav na to. In pa tretja stvar, komunalna infrastruktura. Nenavadno je, da v eni ulici imajo vsi, so priključeni preko ceste, pa ni nihče. Torej, s takšnimi težavami se bo treba ukvarjati, težave pa bo treba reševati na terenu in ne po pisarnah. Gospod Okin. Ja, se strinjam, dejansko tržnica mora biti projekt, ki se mora čim prej dokončati, saj je to v sklopu prizadevanj za oživitev starega mestnega jedra.
tako da temu treba nameniti vso podporo in čim prejšnje dokončanje. Naslednji korak pa seveda vzporedno pa morajo teči tudi vse aktivnosti za zniževanje obstoječih visokih stroškov, ki vemo, da nastajajo, kot je to primer Gajke. Se pravi, tam je treba nujno rešitev neko najti in to je recimo en projekt, ko bi mu trebalo dati spet več pozornosti, kot je trenutno namenjeno. Naslednje pa seveda iskati rešitve za to, da bodo mladi seveda ostajali, se pravi zagotavljati delovno mesto, ustrezne pogoje, zagotoviti, da bo jih privabilo, seveda tudi šolstvo in vse temu slediti. O konkretnih projektih govorimo? Ja, konkretno recimo, da se v naslednjem letu, kolikor je to seveda možno, da bi zaživel recimo srednješolski program srednjega zdravstva. Prav, najlepša hvala, gospod Fajt. Ja, tu se verjetno vsi strinjamo. Torej, tržnica, ki je v teku, ta projekt bo treba, kakorkoli, čeprav v takšnem konceptu ga nisem podpiral, ga je treba zaključiti, kajti tržnica predstavlja vrata v mesto. Potem naslednja zadeva, jaz rečem 50 odtenkov sive, naša infrastruktura, varne šolske poti, to moramo poskrbeti in upoštevati to, kar je zapisal Svet za preventivo. Ne smemo pozabiti, pred nami je 1950-letnica in mislim, da bi to morali izkoristiti kot resnično turistično promocijo in promocijo seveda tudi mesta Ptuja. Mislim, da bo potrebno pristopiti tudi k realizaciji Mrliške vežice. Se pravi, zdaj naštevate kar nekaj projektov, odkje denar? Glejte, kar se tiče varnih poti, so do leta 2022 za varnost razpisani evropski projekti, tako da bo potrebno te realizirati. Tržnica je denar zagotovljen, tako da to bo. Kar se tiče infrastrukture, pa mislim, da bomo morali najti sami vire in pa predvsem v Ljubljani, ker se ne znamo pogovarjati z njimi. Najlepša hvala, gospod Orešek. Si bom držal vprašanja, se pravi 3 projekti. Prvi je zaključitev tržnice, kar po moje bo tudi prispevalo k oživitvi mestnega jedra. Kot drugo, jaz mislim, da moramo čim hitreje priti do koncesije za ceste. Vsi vemo, da z proračunskimi sredstvi, glede na stanje naših cest, še zelo dolgo ne bomo prišli in uredili vsega tega, kar so kolegi povedali, od varnih šolskih poti, postajališč, pločnikov in vsega, kar rabimo, se pravi koncesija. Tu moramo res vsi vložiti napor, da čim hitreje do tega pridemo. In kot tretjo, kar jaz mislim, da se dotika vseh generacij, tako mladih, aktivne populacije kot starih, jaz mislim, da nič narobe ne rečem, če rečem, da imamo na Ptuju ne ravno optimalne javne storitve, imamo nekvalitetne javne storitve in to drage javne storitve. In z optimizacijo tega bomo tudi mogoče privarčevali ne samo našim občanom nekaj sredstev, pa tudi mogoče naši blagajni, da bomo lahko kaj vrnili v osnovno infrastrukturo. Najlepša hvala. Gospod Križanič, je tudi za to vrstne projekte pričakovati dodaten evropski denar? Pa kateri 3 so vaši? Glejte, zdaj, ko govorimo o najpomembnejših projektih in ko se zmeraj izpostavljajo infrastrukturni projekti, to je tako samoumevno, da ne vem, zakaj bi to sploh izpostavljalo kot najpomembnejšo stvar. Ker to je najpomembnejša stvar in mislim, da v tem kontekstu ni treba govoriti o tem. Najpomembnejša stvar zame je to, kar jaz promoviram pod mojim sloganom. Jaz kandidiram za sloganom Ptuj je svetovn in to je najpomembnejša investicija, v katero mora Ptuj iti. Ptuj mora postati znamka, globalno prepoznavna, preko tega organizirati dogodke, preko tega bomo dobili investicije iz tujine, bolj bomo znani, več bo prišlo investicij, več bo prišlo ljudi. Potem pa naslednja investicija, ki so potrebne dejansko zato, da bodo ljudje tukaj dobro živeli, so mladinski center, mladinska infrastruktura in medgeneracijski centri. Tretje, kar je pa res pomembno na kratek rok, je pa 1950-letnica Ptuja. To je pa tako izjemna priložnost, da se... Se pravi, evropska sredstva se bo dalo dobiti tudi za to? Ja, bi se že morala dati, ne? Ampak jaz bom seveda vsekakor delal na tem, ne? Pa tudi ta projekt 1950-letnica, to mora biti nacionalnega pomena. Gospod Čelan, ne samo arheološki muzej, temveč tudi Inštitut za arheologijo na Ptuju, projekt Stara steklarska, selitev mlade ustvarjalnosti v prostor, kjer danes gostujemo, dokončanje ureditve jezera, Dominikanskega samostana in še druge velike projekte ste do sedaj že omenjali. Kateri 3 so prioriteta in kje boste dobili denar? Torej,
ker v našem javnem zavodu skrbimo za to, da vsak evro evropski, ki pride v Spodnje Podravje, ne samo v mestno občino, potuje preko naših rok, preko naših prijav in tako dalje. In zato seveda imam zelo dober pogled v te vire in torej teh virov bomo v naslednjih 4 letih imeli za slabih 23 milijonov evrov. Če rečemo, da imamo 4 milijone evrov svojega denarja in če vemo, da imamo 2 svoji javni podjetji, ki imata 3 boniteto, potem jaz obljubljam, vkolikor mi bo zaupano vodenje tega mesta, v 4 letih nekje med 40 do 50 milijonov evrov investicijskih sredstev, ki bodo pa namenjeni prvo, torej največjim potrebam in željam tega mesta, torej javnomnenjske raziskave pokažejo, da 35% ljudi želi osnovno infrastrukturo, cesto, pločnik, kanalizacijo in tako dalje. Dominikanski samostan je potrebno končati, tržnico preprojektirati, jo povečati v tržni prostor, zgraditi parkirno hišo in to so prvi 3. Najlepša hvala, gospa Gajšek. Vi se vse skozi zavzemate predvsem za dokončanje že začetih projektov. Kateri so torej vaše prioritete? Ti, ki so začeti, imajo tudi finančne vire, že nekateri v proračunu, ki je sprejet. Seveda sprejemamo konec leta oziroma v pričetku drugega nov proračun, kjer bomo mogli sredstva zagotoviti za dokončanje. Samo absolutno podpiramo ureditev infrastrukture, predvsem z vidika varnih šolskih poti, pločnikov, javne razsvetljave. Ključni cesti tukaj sta Nova vas Ptuj in pa Rajena Krčevina. Ti 2 cesti bi morali prednosti naslavljati. Zdaj, ali bo to z podelitvijo koncesije in vstopitev v javno zasebno partnerstvo, da bomo to čim prej dosegli. Drugi projekt je postavitev arheološkega razstavišča. Jaz računam, da bi lahko z vložkom občine 400 000 evrov preostanek denarja do 5 milijonov dobili strani države in evropskih sredstev, kar je na nek način tudi približno dogovorjeno. In seveda tretji projekt je pa tisti, ki ga bodo zbrali prebivalci, ker če vsi govorimo o participatornem proračunu, potem je absolutno potrebe tudi že, da vključimo naše občanke in občane v to, da sami izberejo tretji projekt. Najlepša hvala. Gospod Majnik, kateri so po vašem mnenju 3 najnujnejši projekti? Vedno pravim, da jaz nimam programa. Seveda ga imam program, ne? Program iste je moj program, ampak prva zadeva, ki jo bom, je obnova odnosov na Ptuju. Mi smo vsi skregani med sabo. Ta garnitura je edino to naredila, kaj je znala narediti. Konkretne projekte. Konkretno, pa nišče ni omenil, za nove pojme je konkretna zadeva, ki jo moramo v teh 4 letih nekako vsaj dokončno definirati, je obvoznica. To bi ne bil drugo. Seveda, tretjo pa je, potem mislim, da moramo, je tržnica, pa še nekaj bi rekel, 4. program, to je ta upravna enota, ki me tako živcira kot ena najlepših stav za najslabšo fasado na Ptuju. Jaz ne zastopim direktorcev uprave, ali kako se imenuje zdaj, da vsaki dan stopi v tako podrtijo. Sigurno ima doma super hišo. To je bilo zelo konkretno. Gospod Rožmarin, sodi med vaše 3 prioritetne projekte tudi grad Turnišče. Vsekakor z svojim sloganom s povezovanjem do boljših rezultatov bi tudi dodal to, kar je predhodnik govoril, da je treba najprej se znati poslušati, dogovoriti in tudi iz terena prinesti tista mnenja, ki jih mogoče občani predlagajo. Kot prioriteta pa je tudi, kot ste povedali, naše področje turniškega območja z gradom, s parkom, kjer bi se lahko uredile tudi te učne poti, socialno podjetništvo, primerni prostori za kakšno arhivo, muzej in tudi protokolarni prostor. Če pa še povem, moje 3 prioritetne so vsekako enega ste že, ja, še 2. Tako, nadaljevanje vseh začetih projektov, to je ena od prioritet. Po mojo tisto področje, kot ga omenjam, komunalno infrastrukturo, kjer se lahko najdemo vse, kar so povedali, od kolesarskih poti do varnih poti in obvoznica in še kaj. Najlepša hvala. Gospod Dokler, replika. Ja, omenjeni so bili nekateri projekti, ko po moje niso ravno prioritetni, ravno v tem smislu, ker je najprej treba zagotoviti pogoje, se pravi, v projekte, ki bodo generirali večje prihodke, obstoječe pa, se pravi, zanalizirati, kje je možno stroške znižati. Se pravi, samo to je tisti osnovni pogoj, morajo biti prioritetni projekti v prvi fazi, potem, ko bomo pa imeli pogoje za to, ko bo več, se pravi, občanov in da bo mesto živelo in turizem, vse skupaj, potem pa se ne izvajajo tudi projekti, ki so manj pomembni. Prav, gospod Čelan, na to gospod Križanič. Torej, mestna občina Ptuj je podpisala tudi partnerski sporazum z Evropsko komisijo in operativni program,
v teh dokumentih je torej 11 ukrepov, ki jih moramo izvesti. Za vsaki ukrep je napisana vrečka, koliko denarja je in približno se ve, koliko denarja pripada posamezni regiji in iz nje lokalni skupnosti. In torej teh prioritet, ki so bile sprejete, ne bo možno poljubno spreminjati, tako kot nekateri kolegi razmišljajo. Torej ta trasa in ta tir je znan in po tej poti in po tem tiru bo treba iti kanalizacija, kolesarske poti, staro mestno jedro z vsemi investicijami. Prav, najlepša hvala, gospod Križanič. Jaz moram povedati nekaj na to, kar je povedal gospod Majnik, pa ni zato, ker je on to rekel, ampak tako to je dejansko problem. Ko imaš eno hišo v mestu, ki ni primerno urejena, je to problem našega mesta, ampak dejstvo je, da te hiše niso v lasti Mestne občine Ptuj. Mestna občina Ptuj pa nima primernih dokumentov, nima odloka, s katerim bi lahko terjala od lastnikov hiš, da to poskrbijo tako, kot morajo. In jaz imam tukaj dopis od ministra za kulturo, nekaj mesecev star, iz maja meseca letos, gospoda Antona Pršaka, ki pravi, da imamo odlok, ki je popolnoma nejasen in zato je tudi projekt, kot je tržnica, lahko šel skozi. Prav, najlepša hvala, gospod Majnik. Pred časom sem zastopal Ziberije, to vsi jih poznate, ki imajo na tržnici to, kupili so tisto hišo Teksasa, streha je bila slaba. Čez mesec dni je gradbena inšpekcija izdala odločbo, da morajo streho v določenem roku popraviti, sanirati, ker drugače bo kazen. Mi pa zdaj ne upamo državi poslati gradbenega inšpektora. Mi pa ne upamo državi, 2 leti imamo tiste rdeče table pred občino, pa moraš iti 2 metra stran od fasade. Tako da mi ne bo nekdo rekel, da nimamo ukrepov. Prvi dan pokličem gradbenega inšpektora, pa rečem, kaj dela. Prav, najlepša hvala, gospod Rožmarin. Ja, v osnovi bi morali imeti večjo skrb za urejenost mesta, kot smo tudi imeli vedno ta povdarek, ko dobivamo ta priznanja. Ni dovolj samo odsvetličenje mesta, mesto je treba urejati tudi, kar se tiče fasad in vseh teh potrebnih zadev, kot naprimer vse vodotoke skozi mesto je treba urediti, zadrževalnike vode. Poglejte, kakšne katastrofe se dogajajo in vse to so take manjše zadeve, kjer pa dejansko mora biti tisti konsens, na katerega treba dati poudarek. Prav, najlepša hvala, gospod Orešek. Ja, zdaj kar debata nekako šla tudi na urejenost starega mestnega jedra. Jaz se strinjam, zato sem tudi že predlagal, da bi potrebno je sprejeti pač odlok, kjer bomo definitivno predpisali, če že ne gre za ustavo, ker vem, da je bilo neko ustavno vprašanje. Zakaj ga niste do sedaj? Pa za enkrat še nismo prišli do tega, da bi bila sploh volja, da bi se o tem pogovarjali, čisto iskreno povedano. Mislim pa, da je treba sprejeti, predpisati, kakšna mora biti urejena pročelja. Jaz se strinjam, da zdaj trenutno je možno samo, kot je neka zadeva res nevarna, da inšpektor postavi tisto ograjo, to seveda ni najlepše videti v mesto, ampak to je edini ukrep, s katerim lahko dejansko zdaj nekoga prisilimo. No, jaz sem prej dal komentar na Majnikovo izvajanje, pa sem hotel povedati, da je res povedal nekaj v redu, ampak zdaj, ko je dal pa svoj komentar na svojo zadevo, pa moram izraziti razočaranje, da kot pravnik ne ve, da inšpektor ne bo mogel ukrepati, zato ker je minister rekel, da je okej. Prav, najlepša hvala. S tem bi zaključili ta krog. Če se lahko za trenutek, gospod Fajt, potem pa bi res končali s tem krogom, ja? Ja, zdaj mi smo tu odgovarjali, torej, kot župani, kaj bomo naredili. Ptuj ni naša last, kdorkoli bo župan. Nam bo samo dana možnost, da bomo torej vodili mestni svet, da bomo svoje ideje poskušali koordinirati, speljati, iskati pa bo potrebno konsens znotraj mestnega sveta in jaz verjamem, da bodo vse svetniške skupine našle tisti skupni jezik, da bodo našle prave prioritete. Župani nikakor ne. Prav, najlepša hvala. Sam to, ja, prosim. Sam replika, za svojim pravnim znanjem stojim. Za svojim pravnim znanjem stojim, ti pa stoji za svojim. To je pravilno in jaz sem ne prepričan, 100% inšpektor to lahko da odločbo izda, me ne briga to, kaj tu piše. Samo inšpektor lahko izda odločbo, ti zdaj lahko kažeš tu, kaj hočeš. Jaz vem, da inšpektor lahko izda odločbo. Ziberijo je znal za streho, zakaj ne bi mogel za upravno enoto za fasado? Najlepša hvala, zdaj bomo zaključili s to temo. Le močno gospodarstvo prinaša delovna mesta. Glede na to, da je Perutnina Ptuj največji zaposlovalec na našem območju, prosim povejte, na kak način vidite sodelovanje občine s podjetjem in kaj menite o lastniškem preoblikovanju družbe. Take spremembe seboj običajno nosijo tudi vprašanja o obstoju delovnih mest.
Gospod Čelan, morda vi kot nekdanji dolgoletni župan, odnosi s Perutnino? Ja, torej moram reči, da sem še preden sem bil župan, že imel odlične odnose s Perutnino, ne nazadnje predsednik uprave bil 2 mandata predsednik sveta zavoda, kjer sem bil zaposlen kot direktor. In torej Perutnina je zagotovo gospodarski subjekt, ki daje delo posredno in neposredno okrog 10 000 ljudem v Spodnjem Podravju. In torej to je subjekt, nad katerim se moramo zamisliti, kaj se bo z njim dogajalo. Tukaj bi pozval vse in tudi državno politiko, da torej poskuša pri prodaji skrbeti za to, da se nam ne bo zgodilo to, kar se sedaj napoveduje. Torej napoved je izjemno grozna in izjemno črna. Torej, če bo kupec, če so res namere ukrajinskega kupca ta, da kupuje evropsko firmo samo zaradi tega, da bo lahko svoje viške, ki v Ukrajini ne more prodati, plasira v Perutnininih vrečkah in jih po nižjih cenah potem prodaja na evropskem trgu, potem je to grozno za naše mesto. In torej, kot župan in ne glede tudi kot občan tega mesta bom naredil vse, kar je možno, da se takšna zloraba prepreči in torej apeliram na vse državne inštitucije, da torej z Francozi nadaljujejo pogajanje, kajti francoski partner je za mene zagotovo zanesljivejša varianta. Gospod Križanič. To je zelo pomembna, pa žal tudi malo kontroverzna zgodba. Perutnina Ptuj je vsekakor eden ali pa ta glavni nosilec gospodarske situacije na Ptuju v tem trenutku, hkrati pa ni vse vredo, kar Perutnina dela za okolje. Perutnina seveda nudi službo mnogim ljudem, obdeluje zemljo in tudi prispeva k samooskrbi prebivalstva na nek način z določenimi produkti. Na drugi strani pa vemo, da če si delničar Perutnine Ptuj, si srečen človek. Če si del menedžmenta, si zelo zadovoljen človek. Če pa delaš v Perutnini, pa delaš na minimalcu in največ ljudi v Perutnini je pa povezanih z minimalno plačo. Se pravi, zdaj, če pa govorimo o tem nakupu, ki se obeta se strani ukrajinskega podjetja, sem pa jaz zelo v skrbeh. Jaz mislim, da bi morala lokalna skupnost skupaj z slovensko vlado stopiti konkretno v bran tem ljudem. Gospod Orešek, v zadnjem mandatu ste si verjetno nabrali tudi nekaj izkušenj na tem področju. Ja, jaz bom tako, zdaj sem poslušal kolege, kako razmišljajo. Res je, to je pereč problem. Perutnina Ptuj je ena izmed 7 velikih podjetij v našem okolju, velik delodajalec, pomemben tudi socialni faktor, če lahko tako rečem. Tako da tukaj je pač treba biti previden, ampak kot župan vsekakor želim spostaviti dialog, odkrit pogovor. Jaz sem že zdaj kot podžupan večkrat bil na vezi, ker so resnično kritike glede smradu ob večerih, tako da to je samo ena od težav. Strinjam se, tudi ljudje, ki delajo na minimalni plači, sicer ne vem, ali je to stvar lokalne politike, da se vmešuje v poslovno politiko, ampak zagotovo je pa potreben dialog, pogovor in kar bi si jaz želel, je tudi odkrite informacije od Perutnine Ptuj, kakšni so nameni, da so ljudje obveščeni. Gospod Fajt. Ja, jaz mislim, da se moramo vsi zavedati, da če pogledamo lastniške strukture, župan in tudi, ne vem, mestni svet in okolje, kaj dosti vpliva oziroma poseganja v poslovno strategijo delniške družbe oziroma privatne firme seveda nima. Res je, treba spostavljati dobre odnose, ne samo za Perutnino, je eden največjih delodajalcev, samo ne smemo pozabiti na vse ostale, ki jih prepogosto pozabljamo, tudi tisti, ki zaposlujejo 50-100 ljudi in torej treba vzdrževati z njimi vsemi korektne odnose. Občina je tista, ki lahko ponudi recimo ugodnejše pogoje. Lep zgled je zdaj recimo, sem že zadnjič povedal, občina Cirkulane z ureditvijo industrijske cone, ki jo prodaja po 5 € plus davek, na Ptuju smo prodajali po 40-50 € in potem vemo, kam gredo zaposlovalci. Ja, seveda ne odobravam tega, da se to zgodi, ampak tudi župan, ki je takrat bil, ni imel vpliva, ko je industrija jekla prevzela, čeprav so Perutnino vodili Ptujčani. Prav, najlepša hvala. Gospod Dokl, vi ste ekonomist. Ja, dejansko zadeva je pereča oziroma lahko postane. Jaz mislim, da je treba gledati že naprej in iskati priložnosti, nove priložnosti, v primeru sporedne priložnosti, pogoje ustvariti za to, da bo lahko tudi mogoče Magna kdaj postavljena v bližini Ptuja in da se bodo lahko ljudje, ki so zdaj zaposleni v Perutnini, v tistem najbolj črnem scenariju
pa zaposlili v takšnem obratu novem. Se pravi, ugibate, da bo črn scenarij? Ne, treba je razmišljati in se pravi, v vsakem primeru moramo ustvarjati pogoje, ampak morali bi potem še več časa oziroma bolj intenzivno iskati nove priložnosti za Ptuj. Gospod Čuš? Jaz sem zaskrbljen, predvsem zaradi velikega števila delavcev, ki so v velikih stiskah, ki pridno delajo, pa so vseeno reveži. In kar veliko takšnih zgodb, tudi nekaj mesecev nazaj je prišlo do odpuščanja naših delavcev in seveda so bili žal nadomeščeni, tako bi rekli ti veliki kapitalisti. Moramo pa seveda kot lokalna skupnost, tukaj se strinjam z gospodom Čelanom, biti glasni, enotni in jasna sporočila pošiljati ne samo po državi, v lokalni skupnosti, ampak tudi navzven. Strinjam se tudi s problematiko smradu, tudi sam sem že večkrat bil zelo kritičen in prepričan sem, če bi lokalna skupnost stopila v kontakt in opozorila na to, bi se dalo že kaj narediti. Mislite, da je bilo premalo sodelovanja med občino? Jaz mislim, to zdaj ne vem, ker nisem bil poleg, ampak zagotovo pa bi se sam kot župan in se tudi bom zavzel, da se ta zadeva čim prej odpravi. Prav, gospod Rožmarin? Hvala lepa. Ja, vsekakor moramo biti zaskrbljeni, kajti en primer smo že v Sloveniji doživeli z primerom Mercatorja, kjer sedaj vidimo vse razsežnosti posledic, ki so se zgodile, zato bi tukaj res preko lokalne skupnosti do vseh akterjev, ki so voditelji še v teh obratih, saj ne nazadnje imajo največ tega poslovnega dejavnosti na našem koncu, na breg Turnišče in nedolgo nazaj smo s predsednikom četrti obiskala to upravo in vidim, da se da z njimi dobro sodelovati, vendar priznam, da do sedaj ni bilo pravega stika z njimi in tudi so nam obljubili, da bo glede smradu narejenega maksimalno, kar je vsekakor nujno potrebno, ker smo v območju turističnega predela. Prav, najlepša hvala, to so že dolgoletne obljube, gospod Majnik? Pogled na perutnino moj je mogoče sopet malo drugačen kot vseh drugih. 360 milijonov imajo prometa približno prihodkov, toliko kot Talum. 15 milijonov je dobička v perutnini, v Talumu pa 3. 15 milijonov na račun delavcev in slabih plač. Jaz sem že nekje na teh soočanjih rekel, tretji damo v perutnini, zato ker za mene je to slaba firma. Slaba firma. Perutnina mora Ptuju nekaj dati, ne Ptuj perutnini. Onesnažuje naše delavce, črpa z nas vse, mi pa, in kaj daje perutnina Ptuju? Naj mi nekdo pove, ki so njihovo, vse sodeluje, 10 000 koliko evrov da verjetno za ta nogometni klub, nekaj da, vse jim mora suport dati, ampak ona mora dati več Ptuju, kot Ptuj njim. In je tako dolgo slaba firma, dokaj bo imela 3/4 kolektiva praktično na teh mizernih plačah. Pa tako bom rekel, jaz sigurno se ne bom šel županskega turizma, ampak tega lastnika bom obiskoval, pa če se nekdo boji zdaj ukrajinskega, ruskega, jaz pravim, ta ukrajinski, če nekdo pogledal, on ima sam 760 milijonov prometa. On ne bo za 360 milijonov, če me zastopite perutnino, uničil, ker tu je le promet. Čas vam je iztekel, gospa Gajšek. Jaz se ocenjujem, da pač ni na politiki, da se meša v neko gospodarsko družbo, ampak mora politika ustvarjati take pogoje, da bodo ljudje od svojih plač lahko živeli, ne životarili. Zdaj, kako to doseči, je seveda spet stvar nekega širšega dialoga. Dejstvo pa je, da je ohranjanje delovnih mest in kvaliteta bivanja in razvoj seveda mora biti naša skupna prioriteta. Jaz težko ocenjujem, kdo bo boljši lastnik. Pač jaz si želim, da če že pride do prevzema, seveda bo tisti, ki prodaja, vedno sledil temu, da bo od tega največ iztržil. Zdaj pač ponavadi je vedno v prednosti tisti, ki tudi največ ponudi. Tako da mi rabimo lastnika, ki bo vlagal v razvoj, ki bo vlagal v ljudi, ki bo ljudi dostojno plačal. Kako pa bo to na koncu, pa jaz težko sodim. Je pa dejstvo, da smo člani Evropske unije in da v Evropski uniji veljajo določene pravilniki, določeni nadzori kakovosti, kvalitete in jaz upam, da se v vsakem primeru, ne glede na lastništvo, seveda to tako kot do sedaj tudi preverja in ohranja. Najlepša hvala. Replike, gospod Čelan, gospod Križan in gospod Čuš. Torej, ker sem nekoliko pobliže seznanjen s to tematiko, kar se je dogajalo za perutnino. Torej, prvi lastniki so pripeljali perutnino danes v tako situacijo, da je slabša od prejšnje
in napoveduje še vse slabša situacija. Torej, lastnica Perutnine je bila država in država je z bankami skupaj izsilila prodajo na način, kjer se v neki normalni demokratični državi to ne more zgoditi tako, kot se je zgodilo nam. Namesto, da bi banke bile servis in pomagale podjetju v situaciji, ko potrebuješ denar, so te banke izsiljevale, dobile 40 milijonov evrov kupnine in od 40 milijonov kupnine so banke 30 milijonov vzele, v podjetju pa pustile 10 milijonov. In torej totalno nespametna poteza, ki jo je vodila država. In torej Perutnino je prodajala država, podjetnik oziroma menedžment in lastniki so bili 11% so lastniki te Perutnine, 90% so bili pa drugi lastniki. In je torej treba se še kako vpletati z državno politiko in lokalno politiko, da preprečimo nadaljne takšne neumnosti, ker je torej ta poslovni sistem preveč kritična zgodba za celotno Spodnjo Podravje, ne samo za naše mesto. Gospod Križanič. Jaz imam dve repliki. Najprej gospodu Majniku naj povem, da sem izredno zadovoljen in srečen, ko vidim njegov entuzijazem glede socialnega čuta. Potem pa malo manj pozitivno pa bi reagiral na to, kar je povedal gospod Fajt. To je reakcija establishmenta. In to je tisto, kar nas ponavadi malo straši, ko rečejo v politiki, ja pa, ne, mi se pa ne moremo v to vtikovati. In tako kot je gospod Majnik rekel, in mi dva smo tukaj skupaj na tem, ne moremo mi iti napram Perutnini pa reči, ja, vi naredite kakor boste. Ker mi moramo kot ljudje nastopiti, mi moramo ljudi, ki so tukaj z nami, mi moramo njih zaščititi. In mi moramo narediti redne analize zraka, pa videti, pa jim reči, gledajte, to pa to je v zraku. Vse pa mi z naravnimi čutili vemo, da nekaj ni v redu. Prav, gospod Čuš. Se strijam z gospodom Križaničem, bi pa še dodal nekaj mesecev nazaj, oziroma ko sem še bil poslanec, sem prvi spomnil na primer IBM-a v Mariboru, ko smo zamudili veliko priložnost tako za nova delovna mesta in razvoj naše regije. In jaz tudi pravim, da mora župan bolj izkoristiti državo, torej gospodarsko diplomacijo in iskati tuje investitorje, ki iščejo primerne prostore, kje bodo gradili in seveda investirali. Tako da tukaj vidim še veliko rezerv, seveda pa sem prepričan, da s skupnim nastopom in tem lobiranjem v Ljubljani vsak po svojih kanalih lahko dosežemo veliko. Gospod Rožmarin. Ja, hvala. Preko lokalne skupnosti je treba delovati, ne nazadnje imamo veliko mrežo dobaviteljev in zastopati te ljudi, to so delovna mesta, to je prehrana in če se tu lokalna skupnost ne more angažirati vse do te aktualne uprave, da jim to dokaže in da jim predoči, da takšna delovna mesta ne morejo biti kar tako čez noč izgubljena, potem je resen slabost lokalne skupnosti. Najlepša hvala, gospod Orešek. Ja, da zaključimo to glede Perutnine, jaz mislim, spostaviti je treba dialog, jasno je treba povedati, kje so težave, mislim, da jih tudi znamo definirati. Eno je njihova interna čistilna, ki mora biti preden spuščajo na našo čistilno, rešiti morajo smrad, dialog glede... Zdaj ste bili 4 leta župan na področju gospodarstva. In tudi to smo delali, ampak nažalost ne gre tako hitro. Treba je pač biti tudi složen. Ne, da se eni se trudijo, drugi si pa roko drugače podajajo. Jaz pričakujem, da bomo vsi tako tu govorimo, vkolikor bomo tako složni kot danes tukaj, jaz ne vidim nobene težave, da pride do tega dialoga. Samo še ena replika, kar je bilo glede tujih investicij. Jaz moram reči, da mi moramo narediti prvo pogoje in imamo za to prostor, imamo medobčinsko logistično cono, Hajdina, Ptuj in Videm. To je tudi bilo ponujeno države takrat, ko se je Magna odločala za lokacijo, tudi japonski Yaskavi, tako da se dela. Kolikor bomo tako složni, kot smo zdaj in vsi vemo, kaj je treba narediti, jaz ne pričakujem nobenih težav pri tem za naprej. Zdaj bom res kratek. Ne se bati, da bo tudi ta lastnik ali kjeri drugi lastnik odšel tuja. Tu je iz Perutnine. Perutnina je zlato jajce in to od tega zlatega jajca tu nekaj mora imeti. Gospod Fajt. Ja, jaz se s tem strinjam. Torej, okolje kot takšno lahko vplivamo, ne vem, da se čistilne naprave posodobijo, da ne bo več smradu in tako dalje. Tu recimo vidimo, da lahko vplivamo. To, da takšno podjetje, kot je Perutnina, nekaj mora temu okolju dati, to se vsi strinjamo, vse tudi je dala, ampak
ne more pa nihče prepričati, da bo, ne vem, župan šel k direktorju pa rekel, veš kaj, ti pa jih ne moreš 100 odpustiti, ali pa recimo ti pa ne moreš virna prodati. Ne si zatiskati oči, ne si zatiskati oči, se vodimo. Ja, gospod Rožmarin še. Za zagon gospodarstva je vsekako nujno potrebno, to bo podžupan vedel, kolikokrat sem mu to že povedal, opremljene industrijske cone, da privabimo te vlagatelje, obrtnike in kakorkoli dejavnosti in tudi zmanjšati komunalni prispevek, da bomo s tem privlačni po vzgledu vseh malih občin, ki nas tukaj že krepko prehitevajo. Gospod Fajt, gospod Čelan, na kratko prosim, ker bi se še lotili kakšne teme. Mene ste mislili? Ja, jaz bom v enem mesecu pri lastniku, pa kdorkoli bo. V enem mesecu bom pri lastniku, pa kdorkoli bo, da najdemo sodelovanje in on ga bo iskal z mano, verjamte. S kolegom Fajtom se jaz lahko strinjam v tistem gospodarski družbi, kjer je gospodarska družba v 100% zasebni lasti in so jo ljudje z svojimi rokami in svojim denarjem zgradili. Perutnina je začetek prodaje in lastništva je bila državna in ves čas je v Perutnini politika in tudi danes je politika in jutri bo politika in odgovornost župana in ekipe je, da sodeluje z nacionalno, lokalno in evropsko politiko, ne nazadnje gre za zaščito evropskega trga, ljudje dragi moji. In torej ne se igrati s takimi izjavami, je treba se boriti za to, da Perutnina ostane evropska firma. Gospod Orešek. Samo replika, jaz se strinjam, ne industrijska cona, ampak ne razmišljati zdaj o nekih malih. Mi imamo kar nekaj kosov, 5000, 3000, 2000, to je premalo. Mi rabimo 100 hektarsko industrijsko cono upremljeno, če želimo resnično nekaj velikega pripeljati, ki bo zagotovilo delovna mesta. In to je ta prostor, ta medobčinska logistična cona. Najlepša hvala. Zdaj bi pa šli mogoče nazaj še malo na turizem, glede na to, da Ptuj stavi na turizem. Kako ocenjujete delo Zavoda za turizem Ptuj? Nekaterim očitajo preveč papirnih izdelkov in premalo konkretnih rezultatov. Kaj torej vi pričakujete od zavoda, če boste župan oziroma županja? Kje vidite vlogo zavoda? Gospa Gajšek, pa začnimo tokrat pri vas. Jaz absolutno pogrešam pri Zavodu za turizem več povezovanja vseh akterjev z področja turizma, tako v centru mesta in v naši širši okolici. Mislim, da tu je en prostor še, ki se ga mora nadgraditi. Definitivno pa mora biti prva naloga Zavoda za turizma promocija širše navzven, ker le tako bomo mi potem lahko od tega turizma potegnili nekaj nazaj k nam. Drugače pa Zavod je sicer ustanovljen zdaj, deluje dobri 2-3 leta, seveda neki porodni krči vse posod obstajajo, ampak definitivno je pa treba to začeti nadgrajevati in to zelo konkretno. Gospod Član? Ja, žal se iz zgodovine nič ne naučimo in vsakokratno oblast, ko dobi oblast v roke, potegne plavo črto in reče vse, kar je bilo pod plavo črto, je neumno, mi bomo zdaj izumili novi smodnik. In torej nič niso zalegle vse naše izkušnje, kjer smo dokazovali, da GIS Petovio Vivat v stari skupščini občine Ptuj z 64 podjetji skupek velik, torej gospodarski subjekt, ni uspel premakniti nekaj velikega. Potem smo ustanovili MBOG LTO, tudi tisti BOG LTO je seveda ni mogel zadostiti potrebam ptujskega turizma in ravno tako ta ekipa temu ne more narediti. Torej zavod z 3-4 ljudmi zaposlenimi nima dovolj kapacitet, niti znanj, niti resursov, da bi lahko pospeševal ptujski turizem, ki je seveda že relativno razvit na visokem nivoju, če govorim samo o 9 tradicionalnih prireditvah. Samo za izvedbo dobrot slovenskih kmetij rabite v špici dogodka 50 do 60 ljudi. In kaj naj naredijo 3? Čas se je iztekel, najlepša hvala. Gospod Križanič. Jaz sem prepričan, da trenutno v Sloveniji več ljudi ve za slogan Ptuj je svetoven, kot pa da na Ptuju se gremo turizma. Dejstvo je, da ta Zavod za turizem na Ptuju ni do sedaj naredil dejansko nič. Zdaj, če pogledamo, kaj so delali, razen tega, da smo videli plakate po mestu, da vabijo ljudi v mesto, ampak to vabijo nas, sosede pa uličare. Mislim, od tega to ni turizem.
Zavod za turizem oziroma ljudje iz turistične branže morajo biti prisotni na dogodkih, morajo biti na sejmih, mi moramo imeti človeka v Bruslju, ki se bo vsak dan tam rokoval z ljudmi in z inštitucijami, ki bodo potem prišli sem. Tudi če pogledamo organizacijsko in to, kar je počel recimo Zavod za turizem, ki je bil odgovoren za organizacijo korentovanja v lanskem letu, popolnoma napačen pristop z napačnimi ljudmi in to je treba postaviti popolnoma na novo. Ampak enkrat za vselej. Mi pa vemo kako, ker se s tem ukvarjamo vsak dan. Gospod Orešek. Jaz sem zelo presenečen nad vsem tem, kar so povedali, ali sploh ne vejo, kaj Zavod za turizem dela, ali sploh niso videli, ali pa zgolj zato, ker lahko zdaj tu po televiziji blatijo en zavod, ki se pač ne more braniti. Skratka, Zavod za turizem, glede na to, koliko smo jim namenili sredstev in koliko imajo kadrovskih resursov, dela neverjetne stvari za Ptuj. In postavili so nazaj na Ptuj na prav vse zemljevide, ki so možne. Praktično ne moreš iti v noben slovenski kraj, da te ne bi nekaj vprašali ali pa želeli prekopirati kako dobro prakso, ki so jo prav v Zavodu za turizem naredili. Tako da meni se to zdi popolnoma neprimerno in celo škodoželjno. Samo naj omenim, postali smo ena izmed 7 slovenskih ikon, smo vodilna destinacija. Kar se tiče promocije slovenske turistične organizacije, je Ptuj eden izmed 5 mest, ki je vključeno v to promocijo in to promocija v tujih državah, ki se mi nikoli ne bi mogli sami privoščiti. Ko govorimo o promociji, jaz upam, da bojo ti, ko bo se sprejemal novi proračun, dejansko podprli promocijska in kadrovska sredstva za Zavod za turizem. Prav, gospod Fajt? Ja. Turizem je seveda prav gotovo ena izmed ključnih gospodarskih panog in tega se vas moramo tudi na Ptuju tudi zavedati. Res pa je, da se promocije in pa celovite podobe in pa predvsem celovitega vključevanja vseh akterjev, ne samo v mestnem jedru, ampak tudi v okoliških občinah, ker namreč moramo celovito ponudbo dati, se ne morejo iti trije. In tu bi podprl seveda prizadevanja, da se zavod torej kadrovsko ukrepi in naloga Zavoda za turizem in zaposlenih ni, da bodo, ne vem, zastave vesli, da bodo postavljali zaščitne ograje in tako dalje, ampak da bodo delali na promociji Ptuja in privabljali turiste sem. Za tisto infrastrukturo bodo seveda drugi skrbeli, javne službe, komunalno podjetje in tako dalje, predvsem na promociji. Najlepša hvala, gospod Dokler. Stranka Modrega centra, se pravi, je v 4 letih ogromno naredila za promocijo Ptuja. Gospod Počevašek je bil naklonjen tej gospodarski veji, se pravi turizmu. Ptuj je, kot je bilo povedano, na zemljevidu se spet ponovno pojavil in s tem je treba nadaljevati. Mi smo se seznanili v svetniški skupini, smo obiskali zavod, imamo tudi med našimi člani je tudi član sveta zavoda in moram priznati, da sem bil pozitivno presenečen nad njihovim delom in s tem je treba nadaljevati. Seveda, kratek čas od odprtja do danes je seveda, neki rezultati so seveda že vidni, ampak delajo, sem prepričan, v pravi smeri in treba jih seveda pri tem spodbujati in kadrovsko jim omogočiti, da bodo imeli več resursov. Gospod Čuš, kako vi vidite vlogo zavoda? Kar se tiče nasploh občinske uprave in javnih zavodov, jaz bom povedal tako, da nasprotujem, da po vsakih novih volitvah naredimo kak novi javni zavod. Poglejte, recimo na področju ptujskega športa, vse lepo in prav, ampak kaj nam pomaga, če pa tretjino sredstev za ptujski šport pobere administracija? Zakaj ne bi tega raje dali športnikom, prostovoljcem in za spodbudo klubom? Če pa se pogovarjamo o področju turizma, jaz mislim, da neki koraki naprej so bili narejeni. Vse pa vse ustavi pri sredstvih za promocijo, to stane, tega se zavedam. Na področju nekih festivalov, kot je odprta kuhna, oživljanje mesta, so neki premiki naprej. Pričakoval pa bi predvsem več nekaj na povezovanju vseh ponudnikov in obrtnikov v mestu, torej vseh gostincev, povezovanje s podeželjem. Zakaj hodimo mi na neke vinske poti Šentil ali pa preko meja, če pa imamo mi sami dovolj lepih in lokacij in dovolj prijaznih in sposobnih ljudi, da bi se lahko tega šli sami. In jaz pogrešam nekaj več na področju podeželja, zagotovo pa bomo jih tudi podpirali ukrepe v smer podpori tega zavoda. Gospod Rožmarin. Ja, Zavod za turizem je res bil tako ustanovljen, bi se reklo, na silo, kakorkoli.
zapade pod vse fizična dela javne službe in morajo pomagati, tam bi zaposlili nekaj primernih ljudi in bi se verjetno vse te tradicionalne prireditve, ki so na Ptuju, kljub temu še odvijale. Res, da je treba na promociji delati, ampak primer bom povedal, festival čokolade v Radovljici, cel dan se tam odvija ljudi, težko bom rekel zdaj za številno, ampak bi se verjetno lahko ponašali s takšnim, ko mi za kurentovanje, ampak čez pol ure je mesto prazno. Mi moramo se potruditi res z vso kulinarično ponudbo domačo in s temi dobrotami, kot so že danes bile omenjene, vendar z razlogom, da tem ljudem pomagamo, da vztrajajo in da bomo znani potem, da bo nekdo prišel na Ptuj na en domači kibelfleš, kak se temu po domače reče, in taki tradicionalni sendvič in pohana bedrca, če se že ponašamo tudi s znamo perutnino. naše kulinarične dobrote. Ja, gospod Majnik. Ja, to mora biti vsak dan. Jaz vidim prednost Ptuja samo v turizmu in arheologiji. Veste, to je za mene strašno bolna točka, ta zavod za turizem, ker ga vodi moja sorodnica, pa smo se že skregali zaradi te sorodnice, pa rad zavoda za turizem, že familija mi je razpadla skoraj, tako da. Bom pa rekel, zadnji film, ko so ga naredili, se mi zdi fantastičen v izgovorjavi Ptuja. Res, to je nekaj, morate si ga pogledati, kjer si ga niste, to je neki izdelek. Če pa moramo ocenjevati, mi je tako težko ocenjevati sorodnico, ker jo imam rad, pa lušna je, pa mlada je, ampak je produkt senčara in avtomatsko ji nalepimo nekaj slabega. Vse se trudi, pa nekaj narejenega. Jaz čisto odkrito povem, če bom županjo, ne bom odstavil. Prav, kakšna replika mogoče? Gospa Gajšek? Jaz bom ponovila to, kar sem že povedala nekaj časa nazaj, pred mogoče pol ure. Še enkrat, promocija je svojevrstna investicija, vsaj v tem trenutku, ko je Ptuj v stanju, kakršnem je. Zato sigurno bo potreboval tudi Zavod za turizem več sredstev za promocijo. To je tisto, kar sem povedala že v odgovoru na eno izmed prejšnjih vprašanj. Tako da definitivno bomo potrebovali večja sredstva, bomo pa seveda morali v nekem širšem krogu dogovoriti, v katero smer pa želimo iti. Jaz mislim, da se to ne more odločati samo ena oseba, ampak mora biti sodelovanje, mora biti širši dialog. Gospod Čelan, gospod Križanič. Torej, jaz tudi nimam nič osebno proti njegovi sorodnici, niti nikomu, ki dela tam v tem zavodu, priznam tudi, da so fajn ljudje, se trudijo in tako dalje, ampak obseg dela, ki bi ga morali opraviti, je za 3 ljudi znatno prevelik. In torej, gledajte, pri kurentovanju rabite približno 60 do 70 ljudi v tistih 11 dnevih in nočeh. Javne službe in komunala imajo zaposlene delavce, ki po letnih mesecih delajo zelenice, kopajo jarke, obrezujejo drevje in tako dalje. V zimskih mesecih so na prisilnih dopustih. Torej, tu imate eno vojsko ljudi, ki jih lahko v vsakem trenutku uporabite. In torej strinjam se s kolegom Rožmarinom, koncept, ki smo ga mi nastavili, da bi torej marketinški in razvojni del bil v zavodu Bistra, operativni izvedbeni del pa v javnih službah in v komunali, torej to so viri in resursi, ki so znatno boljša rešitev od tega, kar imamo sedaj. Križanič, potem gospod Dokli in gospod Orešek. Tudi jaz ne bom nikogar odstavil, še najmanj sorodnice od gospoda Majnika. Ker po mojem mnenju, mislim, vsekakor je treba še dodatno zaposlovati. Sploh na tem področju, ampak ne zaposlovati, zato, se lahko sredotočimo zdaj. Ne zaposlovati zaradi tega, da gradimo neke mreže, ampak zaposlovati delovna mesta z dodano vrednostjo. In na področju turizma so dejansko delovna mesta z dodano vrednostjo, ampak moramo tudi biti usmerjeni v aktivnosti, ki bodo prinesle dodano vrednost. Ptuj je zgodba, je zgodovina. Mi moramo narediti knjige, filme, monografije in potem bodo iz celega sveta prišli sem pogledati, kje se je to napisalo, kje se je ta film posnel. Ampak morate vedeti, da knjige in filmi se istočasno, ko gredo v distribucijo, pokrijejo. In to mora delati zavod. Gospod Orešek, potem gospod Čuš in gospod Rožmarin, Jaz moram reči, da gospodje očitno niti ne vejo, koliko ljudi je zaposlenih na Zavod za turizem, tako da naj grejo prvo preštet, potem se bomo lahko pogovarjali po dvigu kadra.
Najboljše, da zaposlimo vse na javnih službah, 23 000 Ptujčanov, verjetno bo komu mnogo lažje potem volitve zmagati. Mislim, res se mi zdi smešno. V strategiji razvoja in trženja turistične destinacije, samo da povem primer, kje smo pa dejansko, smo napisali, da bomo do leta 2021 za promocijo namenili 200 000 evrov. V zadnjem proračunu nam je uspelo potrditi 30 000. To so pa tiste dejanske številke. In 5 od nas je sedelo v mestnem svetu. Prav, gospod Čuš, potem gospod Ražomarin, kratko, ker se nam čas počasi izteka, ja? Ja, to pa malo spremeni vso razpravo in perspektivo, o čem smo se pogovarjali danes. Imamo kurenta, v redu, imamo arheologijo, ampak skrivamo. Torej, dajmo to na plan, pokažimo ljudem. Imamo ljudi, sposobne, prijazne, imamo, pohvalimo se malo, stopimo skupaj. Še nekaj, naredimo še eno svetovno atrakcijo na Ptuju, ki je ni nikjer, vinska fontana. Prav, najlepša hvala, gospod Rožmarin. Samo tisto ni nič. Jaz bi gospodu Križaniču, gospodu Križaniču samo povedal, da me veseli, da po dolgem času se pojavil na Ptuju z takim sloganom, ki bi moral biti na Ptuju znan. Meni do zdaj ni bil in bi prosil, da bi tudi na Ptuju vključil v projekt še koga. Jaz na Ptuju poznam samo skavte, pa še kakšne skupine mladi, ki se dejansko trudijo za zdravo in življenje in za vso varovanje narave. Zdaj pa slišim, kakve svetovne projekte se da urejati na Ptuju, do zdaj tega nismo slišali. Ja, gospod Rožmarin, gospod Čelan, res enem stavku, ja. Torej, gospodu Oreško repliciram, torej tam, kjer so njegovi direktorji, se lahko zaposluje, drugi so pa nevarni, ba je to sem slišal. Prav. Ki pa so moje? Lotimo se nove teme, zadnje teme nocoj. Tokrat ne bo replik, ker nam časa zmanjkuje. Sicer že dokončana prenova starega Ptujskega mostu, vprašanje južne obvoznice, urgence, gradnja arheološkega muzeja. Pri izvedbi takšnih projektov zagotovo veliko vlogo igra dobro sodelovanje z državno oblastjo. Kje mislite, da imate vi osebno vzvode za vpliv? Torej imate vpliv v stranki, v parlamentu, lahko vplivate na poslance preko združenja občin ali pa ste morda za izpeljavo ključnih projektov pripravljeni organizirati celo proteste. Gospod Čuš, bili ste poslanec, omenjali ste že svoje zveze v Ljubljani, dejali ste tudi, da župan ne sme samo sedeti v pisarni, ste dobili kakšne konkretne obljube? Od koga? Od vaših poznanstev, vez. Prvo so rekli, naj zmagam, potem pa se vidim. Prav. Se pravi... Jaz imam kontakte stalno, recimo včeraj sem se pogovarjal z nekaj prijatelji, ne boste verjeli, tudi v bivši stranki še imam kakšnega prijatelja, danes že iz kakšne druge stranke, tako da jaz pravim, da samo treba nekako delati za Ptuj, postaviti Ptuj na prvo mesto, kdo pa je potem, če želite, črni, rdeči ali pa tudi zelen, je pa druga tema. Prav, gospod Dokl, vi prihajate iz vladne stranke, vrata za južno obvoznico ste dejali so priprta. Ja, kar pomeni, da, tako kot sem povedal, niso zaprta, pomeni, da ne bo šlo za, da bomo mogli argumentirati naše pobudo oziroma dejansko resno nastopiti, složno nastopiti in seveda bo podpora prišla. Če pogledamo celostno, ali pa rečemo, kar se je dogajalo v Sloveniji od osamosvojitve naprej, dejansko gre za centralizacijo Ljubljane, se pravi regije, in je tudi bila uspešna, se pravi Ljubljana je zaživela turistično in zdaj je čas, da se postavijo novi centri, Maribor, Koper in seveda kar je v zaledju. In verjamem, da v državi tako razmišljajo, se pravi ljudje, ki se o tem odločajo in bodo podprli, se pravi, to regijo za ta namen. Prav, najlepša hvala. Gospod Faj, tudi vi že dolgo delujete v državnem svetu, računate na tamkajšnje povezave? Ja, moram reči, da sem z vsemi kolegi v zelo dobrih odnosih in o teh zadevah se tudi pogovarjamo. Ne nazadnje imamo zdaj enega gospoda z direkcije tudi, ki je član državnega sveta, tako da vrata oziroma noga je postavljena pri vratih. Moram pa reči, da bo treba izkoristiti ne samo poslance iz Ptuja, pogledajte, koliko jih imamo v Ormožu, v okolici, ki ravno tako tangirajo na ta naš konec, izkoristiti ne glede zdaj na to, ali se delimo na pozicijo, opozicijo. Mislim, da včasih je opozicija celo ima lahko bolj močnejši glas, kakor pozicija
In glede na to, kako dolgo se ta problematika vleče, koliko vlad se menja, jaz mislim, da je pa zdaj res trenutek, da tudi na Ptuju strnemo in naredimo pritisk, tako kot je kolega Majnik rekel, da se vsedemo pred ministrstvo in tako dolgo vztrajamo, torej da do te obvoznice pride. Mislim pa, da treba graditi tudi na aktualnih poslancih, ki lahko tako ali drugače z glasovanjem vplivajo na postavke, ki se pojavljajo v proračunu. Najlepša hvala. Gospod Orešek, kako vi ocenjujete odnos Ptuj center? Ste bili res premalo prisotni v Ljubljani? Sploh ne. Poslušam pa od kolegov, zdaj eni imajo priprta, eni imajo nogo med vratami, ne vem kaj vse, ne. Jaz moram reči, da kot podžupan so mi vsa vrata bila na stržaj odprta in kjerkoli na ministrstvo sem hotel priti, sem tudi prišel. In tudi ne samo do ministra, tudi do vseh ostalih ljudi, tudi poslanci od drugot, ne samo iz Ptuja, ko rabiš pomoč, večina jih pomaga. Res je, da so tudi nekatere grenke izkušnje, ko recimo lokalni poslanci raje lobirajo za projekt v kakšnem drugem kraju, kot da bi za domačega, ampak to pravijo, da je politika. Kljub temu je bilo kar nekaj pisem v tem mandatu. Bilo je kar nekaj obiskov, kar nekaj pisem. Jaz moram reči, da smo tudi kar precej veliko dosegli in jaz ne pričakujem nobenih problemov glede na to, da pač za mano ne stoji neka velika stranka. Pričakujem tudi od kolegov, ki prihajajo iz teh strank, da bodo potem seveda absolutno pomagali. Prav, najlepša hvala. Gospod Križanič, ali računate, da vam bodo vrata odpirale vaše mednarodne izkušnje in poznanstva? Jaz poznam marsikoga, še bolj marsikdo mene pozna, vse boste videli. Ampak ni samo župan tisti, edini župan mora tudi znati organizirati ekipo in biti tista avtoriteta, da dejansko ne pride do tega, kot je v zadnjih letih se večkrat na Ptuju dogajalo, da isti ljudje na različnih sestankih govorijo različne stvari. Mi se moramo lobistično organizirati, delati z lobističnimi dejavnostmi in zadeva, kot je bila recimo obnova Ptujskega mostu, to je kriminal. Tega si lokalna skupnost ne bi smela dovoliti, da nam lokalna skupnost, nam prebivalcem Ptuja in gospodarstvo tukaj naredi milijonsko škodo s tem, ko nam glavno vpadnico v mesto zapre. Jaz, če bi bil na Havaji v tistem času, bi s Havaja po telefonu zadevo uskladil bolje. Prav, najlepša hvala. Gospod Čelan, koliko ste vi kot župan obiskovali Ljubljano, na katere vzvode računate? Torej, z državno upravo delam 30 let, postaral sem se na tem delovnem mestu in glejte, če hočete v Ljubljani kaj doseči, če boste trkali na vrata ministrov in državnih sekretarjev, potem boste odhajali skozi odprta vrata, tako kot nekateri. Torej, v Ljubljani je treba poznati ljudi, ki pripravljajo podlage in pripravljajo odločitve. In torej, moj blok imen in priimkov v 30 letih je tako debel, da sem porabil že 3 kulice za to. In torej, zagotovo zelo dobro poznam, komu je treba iti, z kakšnimi podlagami je treba tja priti, da jutri dobi minister to na mizo in minister podpiše, velikokrat, da sploh ne ve, kaj podpiše. Tudi to je lahko taktika. Gospa Gajšček, sami ste že napovedali, da vam bo stranka na široko odprla vrata in jih odpirala tudi na drugih ministrstvih. Konkretne obljube? Je čist tak, zdaj, če se že pogovarjamo o politika, vsi pravimo, da bi se morala delati na terenu, ker na terenu se vidijo dejanski problemi. Meni je samo v tej kampanji uspelo že 2 ministra sem pripeljati, 3. prihaja naslednji teden. Mi smo jih seznanili na terenu s konkretnimi težavami, obljubljeno imamo, da nam bodo pomagali in jaz mislim, da tako se mora delati politika. Je pa dejstvo, da moramo mi biti proaktivni in tudi kdaj v Ljubljano, pa prositi, pa mogoče se pogajati, ampak dejstvo je, da se jih da pripeljati. Imamo pa mi v stranki tudi zelo uspešne župane, od katerih se lahko marsikaj naučimo, dobimo kakšen nasvet dober ali pa kakšno pomoč takrat, ko jo potrebujemo. Najlepša hvala. Gospod Majnik, ste novinec v politiki, kje so vaši vzvodi za vpliv? Jaz računam na naše argumente, pa njihove beležke, pa njihove odprta vrata, pa njihove programe. Jaz sem prepričan, da jih ne bodo te programe skrili, pa potem zaprli predare. Manj jih bo zahteval, da odprejo. Mi imamo možganski trust v instituciji, ki vodi Štefan, ne bo zaprl vrat, pa ne predalo, vse programe bo dal ven. Se pravi, računate na Dream Team. Prepričal sem, da me bo Nuška pelala, kam bom želel. Še bolj vem, da bo Levanič, ker vem, da je Ptujčan, pa ima neke...
Izkoristil bom to, kar imam tu, vaše kapacitete. Jaz pa sem toliko agresiven, pa tudi znam govoriti, pa sposoben, da bom znam to vaše zadeve prenesti do države, tako vam reči, pa nekaj narediti. Ljudje imajo dovolj teh programov, bom rekel, ko vsi pravimo, dovolj jih imajo programov, ljudje pričakujejo neke pričakovanja, imajo, ne programe. Prav, najlepša hvala, gospod Majnik. Gospod Rožbarin, katera vrata bodo vam odprta na stežaj? Ja, nič, jaz sem vesel, da smo tako poenoteni, kar se tiče večjih in nujno potrebnih projektov, kjer je treba potrkati v Ljubljani. Veseli me, da se je v zadnjih dneh na Ptuju zvrstilo kar nekaj pomembnih oseb, kot recimo Alenka Bratušek, Jure Leben, minister za kulturo. Vse te bomo res potrebovali in mislim, da tudi z vsemi projekti, ki jih načrtujemo, si upam obljubiti, da bomo z svojimi poslanci v Ljubljani, kot je rekel Rajko, če ravno v opoziciji, podprli pomembne takšne zadeve, kjer mora država primakniti neke sredstva. Sicer sem zaznala želje po replikah, ampak žal se nam čas izteka, več je še prijavljenih, tako žal moramo zaključiti. Cenjena kandidatka, kandidati, gostje v dvorani ter gledalci. S tem zaključujemo nocojšnje soočenje. Seveda vas vabimo, da predvolilno dogajanje še naprej spremljate v časniku Večer, kjer bomo prihodnji teden objavili tudi rezultate javnomnenjske raziskave, ki bo natančneje razkrila, kateri od kandidatov so volivce najbolj prepričali. Nasvidenje in lep večer še naprej. Hvala.